torej poziv, ki smo ga danes naslovili na Ministrstvo za gospodarstvo, poziva, da se dobi vpogled v dokumente oziroma študije, ki so narejene v okviru priprave NEP-a, da lahko si ogledamo scenarije, na kakšnih predpostavkah so zgrajeni in tako naprej. Nadaljnji poziv je, da se NEP razpravlja v dveh fazah. Prva faza je, da se najprej pogovorimo o različnih možnih scenarijih. Na osnovi te razprave se izbere en scenarij, ki gre v nacionalni energetski program in tako vstopi dokument v drugo fazo razprave, ko se pogovarjamo o celovitem dokumentu. Pozivamo, da obe fazi trajata vsaj 2 meseca, kajti gre za izjemno kompleksno materijo z zelo pomembnim vplivom na naša življenja. Razen tega smo želeli upozoriti še na to, da v trenutni razpravi o TEŠ manjka okoljska komponenta in da ta projekt še vedno z okoljskega vidika ni sprejemljiv. Scenariji so predvideni, oziroma variante teh strategij so predvidene. Napaka, ki pa je bila narejena že pred več leti, takrat, ko se je to začel delati, ta dokumentacija, v tem, da so bili takrat 4 scenariji, 4 strategije, sicer z določenimi razlikami, kaj so vsebovale, ampak pri vseh je bila termoelektrarna Šoštanj zraven in pri večinoma je bila tudi jedrska elektrarna predvidena. Čeprav je tudi predviden scenarij z intenzivnimi ukrepi za učinkovito rabo energije in intenzivno razvijanje obnovljivih virov. No, torej, če pri vseh scenarijih, recimo tak velik kapitalni objekt, kot je termoelektrarna Šoštanj zraven, potem je očitno nekaj ni bilo preizkušeno, to se pravi, neka varianta ni bila obdelana in tukaj zato ravno gre, da se obdela tudi ta možnost, ki na vsak način obstoji, da Slovenija se oskrbuje z energijo, gre za vse oblike energije, konkretno ta objekt je pa seveda namenjen skrbi z električno energijo. No, tako da se pokaže, da ali je, oziroma da je, ker vemo že naprej, da taka možnost torej, da je možno tudi oskrbovati Slovenija z električno energijo bez objekta TEŠ6, to je treba malo zračunati oziroma iz raznih vidikov oceniti. Ne samo okoljska, ampak tudi ekonomska sprejemljivost, nesprejemljivost tista, ki nas okoljsko in energetsko potaplja za dolga desetletja. Kajti obnovljivi viri, novi energenti so možni samo z investicijami. Če bomo investicije zapravili za nekaj, kar je pase, potem denarja ne bo. In so vsi scenariji, tudi NEP, kakorkoli ima lahko še 5 ali pa 10 variant, neuresničljivi. Kar se tiče razprave o Šoštanju, je treba poudariti, da okoljevarstvenikov ne zanima politično dogajanje v zvezi s Šoštanjem, ne zanima nas, kdo vodi elektrarno, kdo vodi katerekoli institucije s tem zvezi, zanima nas okoljski vidik objekta, ki bo 40 let oddajal emisije in onesnaževal okolje. To je tisto, kar nas zanima in z tega vidika je nov objekt v Šoštanju, ki je 40 let kuriti lignit, okoljsko nesprejemljiv.